Freelancer, po moje, ne moreš biti, če ne uživaš v tem, kar delaš. Ne? Zadnje čase je treba kar pol meseca delati, samo zato, da se pokriješ. Ja, sem rekel, zdaj pa zgledaš ta prav freelancer. Ful srečen, ker delaš toliko stvari, ampak toliko ubitne. Da na koncu sem kar izklopljen. Ne? Ja. Ampak naslednji dan vstanem in grem spet, ker mi je kul. Ja. Ampak kjerkoli, kdorkoli je tako na SP-ju, je zdaj izredno zgarban. Ja. Ker tudi to sem opazil v naših krogih, ne, da se marsikdo boji dvigniti ceno, še posebej rednim strankam. Delavnica ni zdaj namenjena samo učenju, ampak je namenjena tudi, da si ljudje pridejo v portfolio narediti. Fule stvari. Ja, dajte mi to mi zdaj še povejte, to se pravi, kako sploh ta delavnica zgleda. 4 postanemo, tako pa v savno, vsi v savno. Ja. To v bistvu, ja. Pismo, to si pa jaz nisem tako predstavljal. Zanimiv. Že veš, kam gre, ne, ta zgodba. Super si, Aljaš, odlično si se usedel. Seveda sem super. Še slušalke, daj še eno klapo, ki imaš lih 2 roki frej. Evo, in s to klapo tudi uradno začnemo podcast. Fanta, spet se nam bo mudil, sam tako bom rekel. Pač. Welcome to the freelancer world. Tako, zdaj pa lahko. Gremo kar direkt za to debato, ne samo zato, ker se nam mudi, ampak ker pač tak je life. Daj smo začeli mi, nekje novembra. 10. november. Pismo. Jaz bi rekel celo decembra, ampak ko gre hiter čas. No, takrat sem jaz bil res svež freelancer. In sem imel tako chill dneve. Pač, imel sem večinoma vikend dogodke, čez teden sem bil večinoma frej, kaj sem posnemal, pa tako. Dejansko sem vmes Fortnite igral. Evo, bom iskren, vmes sem celo tako pač mal Fortnite igral, ker pač, hej, nič nimam za delati, nič za montirati, pač, I'm gonna chill, ne. Ali sem šel trenirati, ali pa sem šel Fortnite igrati, cool. No, letos, ja, mislim, da imam 1 uro Fortnite. Ja, se zanj, ko sem bil pri tebi na obisku, sem rekel, zdaj pa zgledaš ta prav freelancer. Ful srečen, ker delaš toliko stvari, ampak toliko ubitne. To je pač kar poslovna deformacija, kako bi temu rekel. Ja, pa se je res tako, veš, ker si zgonen, zato ker pač cele dneve nekaj snemaš skozi neki. Počasih niti ni nujen, da je to fizično ful naporno, ampak pismo to, ki si skozi napredaš, pa iščeš, pa kader, pa to, bo v redu ali ne, da na koncu sem kar izklopljen. Ne? Ja. Ampak naslednji dan vstanem in grem spet, ker mi je kul. Ja. Ja, ker delaš to, kar delaš. Ja, in je skozi nekaj drugače, spet danes smo, zdaj res, kar skrejete, pa sem začel letos malo bolj napolno delati in imamo skozi ene nove naročnike, skozi nekaj drugače, ali pa tudi zunimem, ko bomo isto, imamo druge teme in je tako ful mi je zanimivo, drugi modeli, druge stvari in prav moram priznati, uživam. Tako da, ja. Top, to je pa tisto, kar je glavno pri tem jobu. No. Freelancer, po moje, ne moreš biti, če ne uživaš v tem, kar delaš. Ja. Ker ne boš delal to kur, ne boš dal to kur v poslu, če ne delaš to. Ne. Je pa res, da zadnje čase je treba kar pol meseca delati, samo zato, da se pokriješ. Ja, pa smo spet pri politiki. Nočem preveč tja iti, ampak it's hard. A boli, ko plačaš? Boli me to, ker sem... Škaj, bil sem pripravljen na drugačno situacijo, to so pa pričakovanja. Pričakovanja so ubijalec vsega, kjerkoli. Zdaj vem, da ne samo v partnerskem odnosu, ampak da tudi poslovnem. Ker sem pričakoval, da prvič, SP sem odprl junija, torej pol leta, tak pa tak promet imam, akontacijo sem zračunal, tok pa tok bo prometa, tok pa tok bom plačal. Ampak pri Fursu so se drugače odločili, da bojo drugačno matematiko imeli, da bojo vzeli ne samo pol leta, ampak več. Ne? In me je zdaj kar zapekel, priznam. In ja, in nisem edini. To me je pa najbolj zanimivo to, da zadnje čase, pa ne vem, to je bilo to zaradi volitev ali kakorkoli, ampak kamorkoli sem prišel, je bila ta tema. Povsod tista. Ne samo v našem fohu, ampak kjerkoli, kdorkoli je tako na SP-ju, je zdaj izredno zgarban. Ja, ta čas je, veš, te prvi 3 mesece v letu, ko pač oddajamo vse, kar oddajamo in pričakovanja in vse, ko ne veš, kaj bo in kaj ne bo in menjamo računovodske servise in iščemo boljše in drugačne in tako naprej. Točno, je napeto. Ti si tudi imel podobno situacijo, sam malo drugačne pričakovanja. Ne? Ja.
Ja, dajmo kaj bolj pozitivnega, se lotiti mogoče, ne minusov. No. Ja, ne. Hočem reči, da sem prepričan, da se bo marsikdo tukaj najdel, ampak dajmo eno pozitivno najdeti, da če iščemo kreativne kadre, bomo tudi tukaj na kreativno računovodstvo. Točno to, pa se ne samo računovodstvo, ne? Zdaj pač, life is all about ups and downs, a ne? Torej, ko vse blesti in gre vse idealno, ne bo, a ne. Slej, ko prej bo nek udarc in bo šlo dol, ampak to je del procesa, tako da, ko so pač slabi dnevi oziroma, mogoče da je manj dela in karkoli in so večje skrbi, v redu je, sam bolj bi dalje, pride spet vzpon, tako da, imamo to. Mogoče bi pa še izkoristil eno stvar, ker smo lih pri tej temi, pa da apeliram na vse, bom rekel, naročnike. Torej vsi, ki boste v bodoče ali pa zdaj ali kakorkoli, iščete storitve, kakor so foto, video in tako naprej. Pa če slučajno dobite odziv, mogoče tudi od koga, ki je vaš redni sodelavec, redni fotograf, redni videograf, kakorkoli, pa če bo rekel, zdaj bi pa za 100 € dvignil ali pa kakorkoli, ne, dajte to razumeti. Ja. Ker tudi to sem opazil v naših krogih, ne, da se marsikdo boji dvigniti ceno, še posebej rednim strankam, ker bo rekel, dej pa bomo pa drugega najdel, ker pač, vedno se bo najdel nekdo, ki bo šel tudi po ceno ali kakorkoli, ne. In je tle zdaj tako mal, ne. Po eni strani je ravno na tem mestu je Grega prejšnjič sedel, ki je rekel, da on bi rad dobil naročnike, ki bojo njega najeli zaradi njega, ne. Ker vejo, kaj bojo dobili za ta denar oziroma kaj bojo dobili od njega. Ne. Tako da fajn je na tem biti naslovljen, ampak po drugi strani pa tudi vi, naročniki, se tudi rabite stroške, a ne? Malo večje zrihta stroške, a ne? Tako. Dajte kaj bolj ups. Ti si imel prvo poroko, daj malo to povej. Prvo poroko leta. Fajn je bilo, noro je bilo. Začeli smo tam, ko moramo začeti, ko je mičkem bolj hladno. Tukaj v naših koncih smo šli v Piran. Pelali smo se z ladico lepo. Wow. Smo malo jadrali oziroma se z motorjem navozili po naši obali. Tako da začetek je bil ful dober, konc še boljši, lušen hotel, majhna skupinca, ful smo se imeli dober, imeli smo ful časa za fotkanje, kar so sanje od vsakega poročnega fotografa, ker nikoli ni časa za fotkanje, snemanje. Ne? Tako da ful dober smo otvorili sezono. Zdaj pa editing, zdaj pa sem spet za računalnikom, pa oči pečejo, pa očala nova iščem, pa dioptrija ni v redu, pa ne vem, jaz nisem oster ali ekran ni oster, pa pol vidim, da vse štima, hvala Bogu. Imšo, tako. Koliko imaš fotk? Ni toliko velik, bolj kratka je bila, pa malo nas je bilo, bi rekel, okoli 2000. Toliko velik, ok. Včasih največ jih je bilo, je bil še second shooter zraven, jih je bilo 9000. What? Pa 500 jih vdama, ne. Tako da je res bilo treba, težko je dati fotko stran, ne. Možda pa 8500 fot stran. A pa to je prav zgornja meja, 500 jih vdama, ali kako? 500 do 700. Mislim, ni nujno, pač ni za številka, ko se zaključi tukaj. Jaz sem tako, da pač hočem dodati kvalitetno, tudi če jih je, ne vem, recimo 480, pač še nikoli noben par ni rekel, konc sveta je. Ali pa če je bilo 850, ker je toliko dogaja, ali pa je bilo toliko nekih eventov, zraven pa so otroci laufali, pa je bilo tega veliko, so tudi to z veseljem sprejeli. Ampak to je veliko fotografij, že 700 fotografij je zelo veliko. No. Zdaj sem še ful vprašanj, ampak mogoče bom še kaj prišparal za poročno delavnico, katero vam je odpihnil. Vama je veter odpihnil, ampak sem pogledal posnetke, tisti vikend res ni bilo za na veliko planino. Noro. Ni čudno, da se je v planici podelal rekorde. Ne, to pa res v bistvu nismo imeli sreče. Prvo je bilo to, da so napovedali, da bojo krajšali žičnico od nihalke in je bilo to tako šit, a bo pol prav cajt ali ne, a bomo mi v petek lahko robo gor znosili ali ne in smo bili tako do zadnjega, ne. No, pa pride še ta napoved veter in pol dejansko veter in tudi ta prevoz ni delal, gondola ni delala do gor in smo pač itak bi mogli odpovedati. Pa tudi od zgore ni bilo zabita, ne? Na veliki planini v tistem vremenu ni bilo glih lušen. Videe, ko sem gledal te spletne kamere, to je kamero premetavali. To so drevesa, so šli tako iz bold v italik so šli. Ampak downs pa ups, ne? Nov datum imamo. Skalali jo bomo. Ne bomo se pustili, tudi vremeno, ne? Alright. Je že kazalo na to, da smo rekla, da je, bomo skenslali. Ni bilo placa za dobiti, pol smo plac dobili, pol je
V glavnem, Vsi se moramo ujeti, ponudniki. Ja. Dosta težko je, ampak nisva samo midva, klej je še koča zraven, klej je še organizatorka, tako ima obleke, par, vižazistka, pač v glavnem. rože, dekoracija. Ja. Mislim, dosta Pač čega. fule stvari. Ja, dajte mi to mi zdaj še povedati. To se pravi, kako sploh ta delavnica zgleda? Torej, zdaj imamo prav celo poroko od A do Ž. Ja, to je, Čist vse, tako je. Čisto vse razen svato, pač ne bomo stolu svato prepeljala, ne. Ampak tako, poroka, tako, ko je treba, tudi mičkem pod pritiskom, zato ker tudi tega se treba navaditi, da dejansko, ko delaš na poroki, ne moreš si vsega zmisliti, pa imeti časa, kolikor hočeš za karkoli, ampak ga bo pa dosno. Bomo tudi v bistvu poročni obred, recimo, 2krat speljali, da bodo lahko videografi naredili svoje, fotografi svoje, da se da probati pa ponoviti, kar ponavadi na poroki ni možen. Začel se bo pač v soboto zjutraj na spodnji postaji Nihalke, kjer se bodo vsi udeleženci zbrali, bodo prišli gor, mi na vrhu počakamo, gremo skupaj do koče, se mičken spoznamo, spijemo kavico, mičken pregriznemo, pa kar v akcijo, ja. Pa predavanja. pa ni hrane do večera. Ja, tako kot na poroki. Na poroke. Vsi drugi jejo, sam ti ne. Ja. Aha, ok, cool. No, dobro, ampak si predstavljam, torej pač je neka ena točka, zdaj bo to pa to, poveš to pa to in pol akcija in gremo. Vsekakor gremo čez poroko, tako bi bila, ampak v bistvu bova pomagala, vsak mu pomagala z vsem, kar lahko, ampak tudi hočeva v bistvu, da se sami malo spravijo in da spot pa pač naredijo, ker se tako ne bo rasteš, ko si mičkem pod pritiskom, pa moš malo delati. Ampak hvala Bogu sam ja tam, da pač tudi med samim fotkanjem, snemanjem, dava na svete, pomagama ali z nastavitvami, ali s kadrom, s čemarkoli že. Ali pa tudi nič, ne? Ker v bistvu delavnica ni zdaj namenjena samo učenju, ne? Ampak je namenjena tudi, da si ljudje pridejo portfolio narediti. Ker da ti fotkaš pač poroko na veliki planini z gorami v zadnji in to zimsko je pač ni zdaj nekaj, kar tako narediš. Jaz sva se lotila tega pred leti, sva naredila style shooting, se to pogreš malo gor pa pofotkaš. Kaj je toliko logistike, da to speleš, da joja. Ne? Pa sva šla še enkrat v to. Ja, pa sem še enkrat to. Z veliko večjo ekipo kot takrat, tako da res bo hudo, no. Res bo hudo. Pa začne pa žurkati, kot na poroki. Noro bo. To je pa najboljši del. Pol v bistvu zvečer imamo malo mreženja, druženje, DJ in pol tudi v bistvu gremo čez, kako snemati v slabih svetlobnih pogojih. Pa naslednji dan ob 4-5 zjutraj akcija, gremo editirati naprej. Ob 4 ostanemo, tako pa v savno, vsi v savno. Ja. Je to v bistvu druženje, pol kakšna savnica, pa gremo naprej. Zjutraj kavica, ja. Tako, zajtrk in... Pa spet Mija malo poveva, ne bova predolga, ampak to, da gremo čez neke te osnove in teorije pač obdelave in pol v bistvu vsak na svojih fotkah lahko gre čez to in bova spet šla okoli in bova pač pomagala. Vsaj jaz pri fotki, no, mogoče ti pri videu boš malo po svoje povedal, no, ampak ja. Jaz bom mičken le, ker gremo prav dejansko čez editing, gremo malo, pač gremo čez storytelling, malo gremo čez color grading, samo montažo in sound design in vse tako. Tako da v bistvu na delavnici se lahko naučijo od štarta, kako snemati, pa male trike in to in potem tudi montaže. Torej drugi dan je editing day. Pa odnos pač. Odnos, ja. Tu bomo ful dali. Na to, kako prijeti oblečen na poroko, zakaj ne prijeti v takih hlačah na poroko delati, zakaj se pač ti si imel lani ti na poroki, ne? Mogoče samo druge barve. Bež. Če bi bile take bež, to čisto ok. Znaš, me se tudi ne zdijo tako bed. Ja. Grem jaz. Črne. V glavnem, ja, no, tudi te vse stvari je treba obdelati, ker dejansko je poroka en tak dogodek, ko je treba že pojmo razmišljati, kako prijeti in vse to je. Tako da tudi to bomo vse obdelali. Tako da prijavite se 11. 12. Danes, ki je to objavljeno, je ponedeljek. Torej, v bistvu je samo še 5 dni časa za prijavo. Zadnji čas. Zdaj je čas. Čop. Zdaj. Dajmo. In uporabite kodo BITENC10 za... Tako, za 10% plus. Za podražitev. Še jaz dobim kaj za moje prispevke. Dajmo jih plačati BITENC prispevke. Zberimo skupaj. Idemo zbrati. Jaz bom gor imel tudi vlogo in bom z pušilcom bom prišel. A boš prispevke. A že imaš ta Found Me? Delam, imam flik sicer. Okay. Daj pogled, če mi dela. Poglej, če mi
ni del. Prever. Sicer tega sem hotel. Ja, okay. Je bil bolj primeren. Ja. No, se veselim. Jaz bom tudi prišel pogledat. No, jaz pa nisem imel poroke od projektov. A smo končali to temo? Izvoli, kaj si pa ti počel? Ali? Jaz sem šel pa na Triglav. Jaz sem pa delal en video sem snemal na Triglavu, ful lepo, v bistvu tako, res je bila taka dramatična scena, pa meglo smo imeli, pa se je pa razkadil, pa je bilo tako res pravlično. No? Epsko, tako je. To je fajn. To je še en tak primer, ne? Točno to. Pač, če rabaš tak footage, če rabaš zimski vzpon na Triglav, koliko ljudi lahko pokličeš v Sloveniji? A veš, da sem imel tukaj zraven asistenta in sem imel problem dobiti asistenta. Pač Rožle je bil že zablokiran, tako da sem pol v bistvu Tadeja, kolega, vzel, ki pač načeloma ne snema, ampak je zraven ne snema njih. Da ve potek in to, pa mu grejo kadri pa to. Nastavitve pa pač ne toka, ampak so na koncu super podelala. Je pa tako en takih, ki me ni strah, veš, da ga pošljem da je 5 naprej gora, pa pač, da me ne bo strah, da bo s cepinom zdrsno ali neki, da je odgovoren zase. No. Tako. A mene ne bi zravno to. No, ni nas veliko, sem rekel, ko sem rekel. Strah bi ga bilo zaradi Nikona, veš, da ne bi kam udaril. Ja, jaz bi se bolj mene sam ga bal. Mene pa bi. Vsekako. Tam bi si mogel opremo sposoditi nekje. On je delal z mojo opremo, komplet. S cepini pa vse to. To sem mislil, ne snemalno. Če boš daj imel željo pomagati pri takih zadevah, veste. I'm down for anything. V bistvu bom, zdaj, ko si ti uno montažo delal, v bistvu tam za sound design tudi ponudco vidim. Kjer montažo? Za Flow Durance. Ja, tam sem se malo potrudil. Ja. Dobro. Ker treba iz nič narediti nekaj, veš. Ja. Ampak vedno sound design reši, stari. To je pa, mislim, da v zadnjih časih je to ful dobil poudarek. Tako opažam z leti, veš, kako se editing spreminja, pa nadgrajuje, pa kakšni trendi so pa to, ne. In da ja, ta cinematic je zadnje čase kar hype, ta beseda je kar. Ja. O tem bomo lahko še en epizodo, po mojem, sam to imel, cinematic. Kar ni slaba ideja, da je zapiš Goran. Ampak ja, v glavnem in ta sound design zdaj je tudi kar prišel noter in je hudo. Da sem vesel. Jaz sem pa prvi maturantski ples letos imel. Ali dobro. Ful je bilo simpatično in sicer... Pa še znaš plesati? Sreč meni ni bilo treba, ampak ajde zgodba. Finta je v tem, jaz načeloma maturantske delam zgud maturantski plesi. To se pravi, oni organizirajo večinoma tukaj, mislim, v Ljubljani tukaj, ne? In letos imamo tudi par maturantskih plesov, zdaj aprila, ampak tle je res lušten, ker mislim, da delam že 5-6 let nekaj tazga, že kar nekaj sezon, že kar nekaj sovoditelj sem zamenil. Ampak hočem reči, da tle je res tako proper, veš, to je scenarij, vse to je zrihtano, garderoba, mislim, jaz dejansko samo takrat, če pridem, odvodom in to je to, ne. Ampak tukaj je bilo pa malo drugače, ker so mi pa na Instagramu pisali dijakinje iz Novega mesta, srednja šola, kjer imajo mimogrede dijaki vsak razred posebej maturantski ples. A ste to vedela? Ne. Fun fact, zanimiv. Wow. Kar je dober, če si nek fotograf ali organizator maturantskih plesov ali pa band pisma ali pa voditelj, stari, to je kar nekaj maturantov. Dela, lahko kar češ. Ja. Za profesor je tako, no. Free dinner, but still, kar nekaj časa gre, ampak ok. V glavnem, jaz tudi pač, ok, ja, valjda bom odvodil, seveda z veseljem, valjda. Ampak spet, jaz sem bil navajen tega, pač vse že narejen, jaz sem prijem, ne, tukaj je bilo pa malo tako. Najprej bilo treba dobiti sploh informacije od nje, kje te razred to sploh je, kdo je, kjer so profesori in tako naprej. In niti nisem imel, da tudi to nekdo organizira. Ne? Sem mislil, ok, to sami malo delajo, pa bomo tam, ok, pa smo nekaj imeli. Jaz pa tako bom rekel, gledajte, da sem že kar nekaj izkušen manj z vodenjem, nisem se ful stresiral glede tega. Zdaj, par let nazaj bi bil tako čižučen, kako to zgleda, ne moš kar prijeti na dogodek brez teksta, veš, ne. Tle pa kar sem šel, s tem, da sem šel še iz dogodka na dogodek, ker sem še državno prvenstvo v Čiru vodil in sem šel direkt še na maturanca. V glavnem, ampak spet, pridem tam kakšno uro prej. Zdaj, jaz okviren scenarij imam, oziroma kako se so oni zamislili, kako bo potekal.
imam tekste, imam imena dijakin, imam imena profesorjev, kar je načeloma že pretty much to, ne. Zdaj pa jaz pridem tja in je to tako, kada sem prišel na poroko. To je tako, tam imajo kosilo, hladna predjed, topla predjed, juha ni da ni, starši so že tam, veš, tako, vse res gleda, kad vsi so že za mizah, veš, tako, tam je oder, zaslon, tako, pa v pismu, to si pa jaz nisem tako predstavljal, ne, zanimiv. In k sreči pridem takoj noter, desno, tam že je fotograf, videograf, tako, ok, jaz se tle malo zraven, tako da malo vidim, kakšen je vibe, kako je tle zgleda, ne. In tle, moram pa priznati, Tomaž Kos, fotograf, mi tudi pol fotke poslal zelo dobre, pač top. Ampak mal zanimiv vibe sem začutil od njega, ker jaz sem tako mal njih sprašal, kako bo to zdaj izgledalo, približno, veste, in tako Tomaž, hladno, tako zgledal. Ja, pa sej bila generalka, ne, pa no in kako je bilo, ja, ni bilo, ker ni bilo voditla. Sem je kuj dobo sem je takoj dobo se rekel, Tomaž, mal pasivno agresiven, ampak ok, zelo tako nežno je povedal, kako je bilo. Okay. Ampak mi je pol tudi poslal, mi je airdropal nek scenosled, ker sem pol ugotovil, da pač ja, to je isti studio, ki to organizira vse dogodke in imajo načeloma že en template. In ta template, če bi jaz to prevedel, da to bi jaz že imel in bi bilo tako the best. Polk sreče spoznam tudi tega, ki organizira te dogodke in pa sva tudi šla midva čez in sva to, 4-krat sem v glavnem tekst obrnil tisti večer, ampak na koncu je super izpadel. Ampak ja, hočem pa to povedati, kako mi je zanimivo, točno to, kako sem šel stress free tja in k sreče tudi dobro izpadel, ampak lahko ne bi, ne. Malo se zakomplicira, ja. Pobarešvat je pa to improviziranje, ne. Ja. Kar načeloma mi leži, no, ampak tle pa pridemo do bruke. Sreč ne na matalanskem plesu, ampak sem pa par dni kasneje sem delal tiskovko za rokometno zvezo, ki so naredili žreb polfinalnih parov za finale pokala. Rokomet, In me klical kolega, da jih ne more, ker ponovati on to dela, če lahko letim, ok, the best, ja, sure, ni problema. Mi se zmenimo, jaz tam postavim še ozvočene mikrofone, vse testiram, dobim imena, igralec, trener, dobro, ok. Ampak tle sem pa zdaj že bil, to pa lahko zdaj povem, pač in hindsight, zdaj za nazaj lahko povem, da sem bil mogoče malo preveč samozavesten in sem naredil zelo klasično napako, ki je zdaj spet ne bom nikoli več, ampak pač nisem zares vsakega igralca spoznal, pa trenerja, veš, da bi vedel, kdo je kdo. Okay. In kaj se zgodi? Oni se usedajo, začnejo govoriti, oziroma jaz pač predam besedo, ok, seveda najprej Slovan, kot gostitelj in jih tudi poznam, ok, Uroš, trener, ok, in pa gre mikrofon naprej, Celja, ne, in zdaj, oni so pa tudi že kar malo strenirali, so kar že začeli govoriti, prej sem jaz, ne vem, rekel, ok, zdaj pa igralec Žiga ti povej, ne, on že začel govoriti in jaz sem pa zdaj bil tako, čakaj, zdaj, tle so novinari, fajn mi bilo vsakega predstaviti, da vejo, kdo je zdaj govoril, ne, pa jaz, ok, tle imam sicer zapisan, pa tako malo na uč pogledam, ja, pa dobro, to je seveda trener, ne, če je šel naprej, vse vrstne red, to je trener, ne. Že veš, kam gre, ne, ta zgodba. In pač on pove in da mikrofon naprej, ja, kaj pa Žiga, ne, in tako lista si predajala mikrofon, pa tako vidim, da to Žiga zdaj govoril, ne, tako. To je kar bolelo, veš. Sicer pa sem se malo itak je bilo, ok, sem se malo nahecal, pa oni do tudi, ne, pa na koncu pol tako, ampak ja, to je kar slaba. Ampak, mislim, jaz... Je pa prav tale, ne, to se pravi. Ampak moram reči, pač med respekt, da si zapomniš sploh tako, kdo je, recimo, jaz sem ful slab z imeni, pa povezovati face z imeni, pa to, sploh če jih ne poznam, a ne, ker se ti družiš en cajt, ok, ampak, no vem, tako, na takem eventu, brez veze, je kar ti, dej unga klik, jaz ne bi nič vedel. Ja, se tle so pač varke, ne, se to se tudi lahko malo ogneš, pa pač ne, predvsem ne pokličeš po imenu, ali pa še bolj za nazaj, ne, pač, sploh če nisi zihar, ne, se lahko temu ogneš, so pač načini, ne, ampak ja, najlažje pa je... A si to treniral, da si zapomniš, ali pač to si zapomniš, ali pa si ne? Ja, mislim, da to... Ful je trikov. Zdaj tle je bilo enostavno, ker vsi so imeli neke svoje trenirke, to se pravi, že po klubih bi vedel, kdo je kdo. To je enostavno, pa bi mogel sam vedeti, ti si igralec, ti si trener in to je to. Sam še dve imeni ne smeš zavedati. Sam še dve imeni bi še mogel vedeti in to je to, ne. Drugač pa ja, te triki so, da si probaš zapomniti na takih dogodkih, si probaš, ne vem, Aljaž ima modre čevlje, Aljaž ima kapo, Goran nima kape. A veš, probaš si nekaj narediti, da še tako, ne. Pa imena pa klasično, si pa sam ponoviš.
To realno deluje. Ja. Ko spoznaš nekoga, Aljaš, živi Aljaš, kako si. To dejansko. Kolikrat daš nekomu roko, se predstaviš in ugotoviš čez 3 sekunde, da sploh nisi poslušal, kako se je predstavil, da si ti sam naredil to, nisi pa sploh. Ampak to je pa ena najlepših lastnosti, se mi zdi pri vsakemu, ki vodi podjetje, in se mi zdi, da pridobiš na ta način ful enega zaupanja, če se stranko zapomne, recimo in ime in ponoviš njegovo ime, recimo, ali pa ne vem, neke take malenkosti, a ne. To se mi zdi, da ful da na odnosu, a ne. Yep. In jaz imam ful problem si zapomniti imena in si ful bi rad bi se to naučil, a ne. Ampak ja, trening. Ja. Trening, ponovi, pa probi si zapomniti pač neko stvar z nečim, kar ti bo pol kliknil, pol je res lažje. No? Pa to, ja, če ne slišiš imena, vprašaj enkrat. Pač raj reče, sorry, čak, kako si že rekel? Aha, kokor pa da je pol. Ja. Ko že ne moj. Ali pa jaz pol tam malo, da bi ti vprašati, kako je že njeno ime. Ti laka, ne? Ja. Tako da, ja, triki. Jaz si v avto, ko se vozim na poroko, se vedno ime ženina, pa ne veste, si ponavljam, zato ker če nič druga, ne vem, ajde, ampak te dve imeni si pa pač moraš zapomniti. Ne morete, ne veste, ženin, ne. Ja, pač, ja. To pa že moraš vedeti, ne? Ja. Saj to si ponavljam v avto. Napiš si ful, ne vem, pa jih ponavlji skozi. Name tagi. Boš pa mešal. Random imena, veš, ko. Pa vse klicu po imenu, sam po napačnem. Nikoli še kot ti. Ja. Ja, je pa točno to, ko si pa rekel, ne vem, ko se enkrat drugi srečaš, pa to, če si zapomniš, to je res tok plus, to so take plus točke, to je res hodone. Ja. Ali pa tako, da si pač zapomniš. Ta kolega iz Nizozemske, v glavnem on si zapomne imena in datume, recimo rojstva. In on iz glave ve, dan pa ta stranka rojsten dan. Pa napiše SMS, škok je to plus, a ne. Škok je to res nekaj osebnega in tako, a ne. A za me veš? A ime? Čak ime je... Van? Miha, no. No. Za datum rojstva? Ja. Zdaj ne vem. To je pa najlažjega si zapomniti. Nisem še bil na žurki tema. Ja? Se te bom naslednjič povabil, sam naš prišel. Aha. Prav sem bil pa kaj, en teden prej, oziroma isti teden. Daj bil zaključni piknik. A ja? Piknik. Novembra? Ne, december. Novembra smo ga imeli. Kva? Ok, never mind. Decembra smo... Se ti pravim, da mešam november pa decembra. A ti imaš decembra? Ja, 31. Tadam. 31. decembra imaš? Ja. O, boh. Drugač imam pa Sony, a ne, če bi slučajno kdo kakšne lense, ampak Ja. Vi kaj pošljete? Smo ni treba hoditi. Sam še naslov bo spodaj v opisu. Ne, imamo Gmail. Ne, cool. Danes je spet ena taka hitra epizoda. Ja. Ena taka malo umestna, ker čakamo, da bo še Aljaš kaj povabil. Ja, jaz mislim, oziroma, če se vidva strinjata, ta naš potopisni podcast, predavanje, kako bi temu rekel, bi jaz mogoče naredil živo na pikniku. Naredimo en piknik. Pa naredimo ful potopisu. Ja, mogoče še kakšnega drugega naredimo zraven, ja. Pač ful. Moj materanski ples potopis. Ja, in pač imamo v živo, torej en live podcast. Ok, pa še pol malo orang druženje. Tako, eno druženje, se kaj spije, se kaj poje, pa tako. Mogoče, vse sva še razmišljala, ne? Na zadnje na pikniku smo imela, pač je Maša, imela nastop z ognjem in to. Ne veva pa točno, kaj bi zdaj bila ideja, ne? Tako da, dajmo mogoče, napište spodaj v komentar, kaj bi fotografi, ki bi prišli na ta piknik, na ta live event, kaj bi si želeli fotografirati, kaj bi se vam zdelo ful zanimivo. Ideje. Če imajo videografi ideje, tudi oni lahko napišejo, ne? Tudi. Ok. Ja. Pri Maši bi se dal tudi video narediti, ne imajo kdo snemal, ne, ampak se je snemal, ja, se je snemal. Sam je pa zanimivo, kaj video, da bi kdo kaj poslal velik. No, vidiš, grozno. Boste Andraž pa Reja skakala s kolesi z odra dol. Recimo. Ne, to se da dobro fotkat. Ne vem, s flashi, pa čelada gor, pa vržeš, veš, ne, malo dima, pa vržeš malo peska gor. Eno idejo imajo, zdaj pa še več njih. Tako, don't be afraid, be creative. Jaz se moram zdaj naučiti s fleše malo slikati. Je to težko? Ne? Tam pržgaš pa... Drugače, da ti povem eno štorijo o flashih. Pač sem fotko s flashi v studiu. In pol jaz dobim projekt v
Cannes, a ne, Cannes Lions sem šel, en red carpet event. In jaz pač bom to fotko, ne, in pač valjda, če red carpet event, rabim jaz flash, a ne. In jaz fotoklik, da pač vzamem flash, a ne. In jaz sem en dan pred mojim projektom, jaz doma tako dan gor, kličem Gorana, kva moram jaz tle narediti, da to dela? Glavno, na koncu sem ga usposobil. In prvi event, ko sem ga fotkal, red carpet event, NBA player je. Tako, ampak je fora na koncu to, če poznaš delovanje svetlobe, pač, pa kako se odbija svetloba, a imaš tukaj luč, ali imaš pa tam, pač moraš sam na to oblikovati. To sem zanj... Ki ga boš pa uporabljal? Ja, marsikje ne. Aha, nimaš tako zdaj prav tako on imel projekče za dan. Mislim, zdaj imam enega bližnjega, kjer moram tepihe za avto moram dobro polučkati. Ampak zaenkrat bom, mislim, to še brez flashov, še posebej zdaj, ko bom itak v garaži, pa bom malo bolj temno, tako da bom probal z mojimi dozdajšnjimi lučmi nekako nekaj narediti. Všeč mi je vajna faca zdaj. Jaz razmišljam. Jaz sem Sonja, pa si dam flash pa trigger, si ga postaviš kam češ, pa sam pokaš. Ne, to sem hotel reči oblikovanje svetlobe. Ne. Sem zadnjič video gledal ravno na tej diskovki. Ne. Ga je postavil, presežem na čisto en drug konc sobe. Mislim, itak je bilo to velika, bili smo v avtosalonu, a ne, bil tudi velik plac posvetljen, mislim, tako dnevna svetloba, visok strop, ne, ampak vse je dal nekam tja, pa je pol tam nekje to streljal. Zanimiv. Ja. Ja, fil. Male se mi zdi, da je to super, takrat, ko si ti na enem mestu, a ne, pa točno veš, kje boš Ja, se je vedel, kje bo fotkal, ja, točno. Ja, ker slej je bil oken, a ne, pa je pa on kontraj pa dal še malo fila, kaj je Gerrit. Pa moč kar v steno dal, če je bila bela, slučajno pa je imel velik odbojnik. Mene je to zanimivo, ker pač ja, v videu, I guess, malo drugač svetlobo oblikovati, kot za foto. Malenkost bi rekel. A je? Mislim, predvsem s flashom je ne moreš, no, to je prva stvar. Ja, pač. Ga moraš igrati se, I guess, ga moraš malo predstavljati, ali... Posebej, načeloma, osnova je ista, ali imaš keylight, filllight, backlight, pa pač se špilaš z njimi, ja, ne, osnova je ista, samo da pač pri lučeh, pri videu ti pač se razmišljaš tudi, kam bo kader šel, a ne, tukaj pa pač razmišljaš, kje kader bo, a ne, in pač si polučkaš in takrat blicne in to je to, a ne. In pač tedi probaš narediti perfect light, a ne. V videu pač ne bo čez cel klip perfect light, mislim. Ja, bo, ne? Ni nujno, pač, da ampak imaš bo. pol tudi, ne vem, recimo na keylightu ti nekdo pač hodi zraven, recimo, če se subject premika ali pa kje, a ne. Tako. Leš pa samo strop, ali pa če si pač ta modern fashion, samo brneš v glavo, pa nabiješ na polno, pa je. Ja, to sem jaz naredil, pa je pač... Ja, to je bil event, ko je to pasalo. Sem pa tja kakšno, sem tako naredil, direktno harshlight, direktno model in to sem uno, veš, ko sem tako slab z imeni, pač uno modelko, ki je... Jaz sem dremal, da pa znam. Košarkar, ta velik. Bomo priložili fotko, no. To modelko, ki ne vem, kako je ime, ampak je ena najbolj znanih modelk, ima tudi ta reality show za modele. V glavnem... Tyra Banks. Črno-bela je. Črno-bela je, kaj? Cancelled. Ja, pač je... Linolada. Niki krema. Črno-bela je. Kako naj to rečem? Jaz sem tih, ker si hotel tega reči. Cool mi je bilo, da smo vsaj 12 epizod imeli, preden so nas skenslali. Lepo je bilo, da ste bili z nami v ekipi. Začnemo z nečim novim. Hvala vsem sponzorjem, ki so bili skoraj z nami. Ne vem, je pa sem kaj je tukaj tazga? Ne, sem smešen je, okej. Ja, to ja, ampak ni nič rasističnega v tej besedi. Ne, ker si oboje rekel, a? Ja, ne more biti. To je bilo bolj rasistično zdaj, ker si oboje rekel. Ne, ni ti približno tako mišljeno, ne vem kako da rečem, temno in svetlo polta je, pač ima... Sej bo fotka, če je, zakaj nas to govori? Če sta vidva zaperala, kjera zdaj. No, v glavnem. Meni se, da bomo to rezali ven.
No way. Kaj je bilo? Ja, pa si flash. No, v glavnem, flash direktno. Pa je bila sam bela. Ne, ker nisem overexposal. No, v glavnem, in je pač v tem stilu je pasala, ne? Pač, ker je ta fashion vibe, ne? Ampak pri ostalih, ko hočeš ti neko, ja, čeprav, ja, ta red carpet event ne fališ, če to narediš, meni sicer vsem je lepši pravilen light kot nek 45 stopinj, ampak pač tudi v tem primeru te možnosti nimaš, ne? Tako da pač. Mislim, da bomo za to temo bomo povabili gosta in sicer se mi zdi, da je mojster flash fotografije Marko Del Belo Odcepek. On bo po moje to mi znal zelo lepo povedati. A to je naslednji gost, pa da jaz ne vem, ali kaj? Ne, jaz sem se zdaj kar razmislil. Aha, ok. A sem rekel naslednji, nisem rekel naslednji. eden izmed Rudet. Okay. Rudet. Ki mora biti tudi na seznamu. In nam tudi sledi, tako da, čau Marko. Ja, znači ti te... A zvoni? Jaz moram v glasbeno šolo. Mi ja moramo pospraviti. Ja. Ej, hvala Brivcu spet za tale krasen spot. Če bi še kdo snemal podcaste, pridite v Mengaš k Brivcu. A bi se pa brili? Pa ne sam snemati podcaste, absolutno pojďte se to urediti. Poglejte, ko so lepo gora na zrihtel. Ja, perfekt. Vam bom pokazal before sliko. Ja, zdaj pa še after. AI pomaga. Lahko ti pošljem, ker sem bil tretja star. Čubako, da je prej fotko Čubake pa je. Tako da upam, da ste imeli lepe praznike, da je bilo v easy spirhi in to je to. A vidva jesta potico s šunko? Valjda. Ja? Vsekakor. Skupaj? Vsekakor. Ja? Ok. Čisto vse. Še hrenče jaz bo Še hrenče, tako. Eni so tako, no way. Ah, ne, tako mora biti. Bravo. Edino pravilno. A bi še kaj tazga mogli reči? Pridite na delavnico. Delavnica bo res fajn. Zdaj le bo čez 5 dni, ali koliko bo to. Ja. Zdaj v bistvu je že skoraj. Prijavite se, zamudljate. Ajde, špica pa action. Tim, pam. Čau. Najboljši konc. How you do? Freelancer. Freelancer G. Welcome to Freelancer G, your lens into the creative world.